Navdihujoči sogovorniki, zanimive zgodbe, novi pogledi in ideje na valove Radia Robin se vračajo koraki do uspeha. Dober dan, voščim Vanja Trkman. Letošnja rdeča nit oddaj so oziroma bodo priložnosti goriške regije in tudi o tem bo znal kaj več povedati naš današnji sogovornik v studiu Radia Robin. Je z nami v živo Goran Miškolin. Dober dan, voščim. Že tradicionalno lahko rečemo naš prvi gost, častni pokrovitelj oddaje, ustanovitelj in direktor podjetja Spintek, ki je tudi eden od, če tako rečem, staršev te oddaje in ki spodbuja podjetniško miselnost in daje glas uspešnim podjetnikom in tistim, ki šele stopajo na to pot. In to je tudi nekako vaš cilj, kaj ne? Ja, to je nekako, sem si sam zadal kot del poslanstva. Mislim, da tisti podjetniki, ki gre dobro, recimo, da so uspešni in ki imajo neko izkušnjo, da je prav, da jo tudi delijo v okolje, da motivirajo okolje, da se čim več mladih priključi v podjetništvo. Tudi sama oddaja si je že dodobra utrla pot med našimi poslušalci. Prejle sva omenila, da ne štejemo prav točno, ampak gre že več kot za 100 oddaj na to temo, kaj ne? Ja, drži, to je lepa številka. Tudi dobri, bom rekel, feedbacki so z terena, tako da ja, sem prav vesel, da se to tako lepo prijelo in da se širi ta ideja. No, lanske korake smo obarvali nekoliko turistično oziroma v luči Evropske prestolnice kulture na to temo, letošnje pa v barvo priložnosti, ki jih ponuja goriška regija. No, seveda bova o tem podrobneje spregovorila v nadaljevanju, a vseeno, na kratko, ali je goriška regija tudi regija priložnosti, kje so njene prednosti? Ja, mislim, da ja, na področju turizma gotovo. Mislim, da se premalo ambiciozno lotevamo tega področja. Tudi področje čezmejnega sodelovanja, bom rekel, je en unikat te regije, ki se vleče že iz zgodovine. Podjetništvo pa je pač tisto, ki gre v vse pore, tudi v turizem, in ga je treba razvijati na vsaki stopnji. Kaj pa vas navdihuje na Goriškem oziroma v sami regiji? Kaj je tisto, na kar prvo pomislite? Zakaj ste si izbrali, bomo rekli, za sedež? Prav to, lahko bi bili kjerkoli. Ja, zdaj, da sem si izbral za sedež Slovenijo in Goriško regijo, izhaja iz tega, da je tu pač igralništvo ima neko pomembne korenine. Še posebej na področju mojega produkta, torej elektronske rulete. Tu so praktično Slovenci izumitelji v svetovnem merilu. Mi držimo, torej podjetja iz Slovenije, držimo več kot 50% tržni delež v segmentu elektronskih rulet na svetu. Osupljivo je, da nekje piše Made in Slovenija in je to tista prednost, kaj ne? Da, to je prednost, tako kot je Made in Germany mogoče za avto prednost, tako je za igralniške produkte ETG-je, tako se reče Electronic Table Games, našim produktom, če so iz Slovenije. Spintek, če še ne veste, razvijalec, oblikovalec, proizvajalec in dobavitelj vrhunskih inovativnih elektronskih namiznih iger s sedežem v Volčji Dragi. Letos obeležujete 15-letnico, drži, Goran Miškolin? Ja. No, iz Volčje Drage ste uspeli prodreti na svetovni trg in v zadnjem obdobju tudi pritegnili nemškega investitorja. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Kolikšen delež ima sedaj v Spinteku? Ja, to sodelovanje se je načelo že pred covidom. Najprej je bilo v obliki tehnološkega partnerstva, to pomeni, da smo mi delali izdelke za njih, za njihovo blagovno znamko. Na ta način so nas nekako preizkušali, potem so naredili eno analizo, tudi v Sloveniji, ostalih proizvajalcev. Smo bili zelo ponosni, ker so nas zbrali za tiste, s katerimi bi želeli sodelovati, v katerih so videli največ potencijala za naprej. In seveda so hoteli kupiti firmo v celoti. Pač moj pogoj je bil, da 51% ne prodam, da ostajam večinski lastnik še naprej. In potem pač so bila pogajanja kar dolga, 2 leti. Zaključilo se je tako, da so oni zdaj 30% lastniki. To je bilo čisto nedavno? Ja, to smo zaključili decembra lanskega leta. In zdaj pač gremo v skupno zgodbo naprej. No, kakšna pa je ta skupna zgodba oziroma kaj si obetate od tega novega sodelovanja? Ja, naš osnovni interes je bil financiranje. Torej, mi smo imeli problem z bankami. Banke so zelo omejeno financirale našo rast. Potem se nam je odprla Amerika. Amerika, vemo, da vse bazira na najemih. Mi najema ne moremo ponujati, ker nismo imeli
primernega financiranja, torej moramo prodajati distributerju, distributer daje v najem, tako da del smetane ostaja v distributerju, kar je nepotrebno, lahko bi prehajalo v Slovenijo, in rešitev tega problema smo našli v močnem partnerju, ki nam ponuja tudi financiranje in ki nam daja tudi možnost dostop do njihove prodajne mreže. Torej boste še lažje stopali na kakšno drugo tržišče, sedaj ste usmerjeni predvsem v azijske trge. Ja, še vedno smo zelo močni v Aziji, torej tudi smo številka 1 na našem produktu v Makau, ki je največja igralniška destinacija na svetu. Nam pa trenutno gre zelo dobro v Ameriki, torej zelo dvigujemo naše procente prisotnosti. In zdaj v kompaniji, bom rekel, s firmo, ki nam ponuja financiranje, mislim, da bo to lepo steklo. Se je kaj spremenilo tudi število zaposlenih sedaj z novim partnerjem? Ja, počasi rastemo, če smo COVID zaključili 60, smo danes na tam nekje 85 in gremo proti 100 počasi. No, ko ste ravno omenili COVID, 5 let mineva ravno te dni od tega obdobja, ki je pretreslo poslovanje ne le vašega podjetja, torej, ampak cel svet pravzaprav. Kako ste išli iz te zgodbe oziroma kaj pravi trg si je že opomogel po tej epidemiji? Ja, za nas mineva šele 3 leta. Zato, ker za nas je bil COVID dolg 2 leti, torej celo leto 20 in celo leto 21 igralniška industrija je bila skoraj zaprta, naš biznis je padel skoraj na nulo in takrat moram pohvaliti slovensko državo, če ne bi živeli v Sloveniji, ne vem, kako bi preživeli, ker ukrepi so bili primerni, so bili hitri, učinkoviti in so mi zelo pomagali, takrat brez teh ukrepov ne vem, če bi Spintek preživel. Zdaj, iz COVID-a kot zadnji so išli Azijci, torej prav Makau, kjer je naša, bom rekel, sredica, je šele lani zafunkcioniral normalno z nekimi plani, kot smo jih bili vajeni prej in, bom rekel, nekim prometom. Za letošnje leto in naslednje lete so pa bistveno večje napovedi, kar je logično, ker tisto, kar so zamudili v času COVID-a, morajo investirati zdaj. Kako se pa to odraža potem na vašem poslovanju? Omenili ste neke težave s posojili sicer, ampak v drugi luči. Ja, naše poslovanje rase približno 40% na leto trenutno, s tem, da ohranjamo nekako EBITDA maržo in dobiček na primernem nivoju. Podobno rast planiramo tudi v prihodnje. Seveda mi zdaj, ko smo dobili to finančno zaledje, potrebujemo kakšno leto, 2, da pripravimo eno zelo močno strategijo, kako, bom rekel, na nek drug način še dodatno pospešiti prodajo. Omenila sem že, da letos obeležujete 15-letnico ustanovitve. Z domačim znanjem smo takrat zasledili, nekako ste bili prej del družbe Hit, ste se povzpeli na ta zelo zahteven trg. V čem je, ocenjujete, bila pravzaprav vaša konkurenčna prednost oziroma zakaj ste uspeli narediti te pomembne korake? Ja, osnova je bila gotovo v tem, da smo celotna ekipa pridobili veliko igralniškega znanja na Hitu. Torej, vsi smo tako ali drugače delali ali v Hitu ali v povezavi s Hitom, v ICIT-u takrat in tako naprej. Tam je potem pač ena ekipa razpadla, ki sem jo potem jaz združil v okviru Spinteka. Moja strategija je imeti močen razvoj v firmi. Torej, preko močnega razvoja, da ne outsourcaš razvoja, si fleksibilen, si zelo hitro se prilagajaš na nove potrebe na trgu, glede na to, da mi poslujemo z vsemi kontinenti na svetu, z vsemi jurisdikcijami igralniškimi, bom rekel, pomembnimi, imamo veliko prilagoditev potrebnih. Torej, igralništvo v Južni Ameriki je čisto drugačno kot igralništvo v Aziji ali pa v Avstraliji. In z močnim razvojem si lahko privoščimo, da se znamo pravočasno prilagajati na vse te zahteve trga. Kakšno vlogo ima pri tem ekipa? Koliko ste se morali opreti? Ključno. Torej, ključno vlogo, to tudi pove moj model, namreč jaz sem 1/3 lastništva oddal moji ekipi, s katero smo, bom rekel, zalaufali Spintek in jaz sem jim dobesedno obljubil, da en dan bojo milijonarji, če mi bodo sledili in mislim, da smo zdaj na tej točki. Kako ste dosegli, da 1+1 znese 3 oziroma kje je tisti ključni, bomo rekla, povezovalni člen, da ekipa deluje kot mora vsi v enem čovnu? Ja, to je kompleksna zadeva. To ni šole, ni, bom rekel, knjige, ki bi vam so vse o tem naučila. To moraš biti tudi malo rojen, zato moraš imeti malo žilco za organizacijo na prvem mestu, za motivacijo ljudi. Moraš sam imeti rad svoj poklic, torej biti vzor
ostalim. In to potem plavaš kot morje, včasih pride nevihta, včasih pride sonce, včasih valovi, včasih bonaca in na vse to se mal prilagajaš in to svojo ekipo skozi te razmere vodiš. Ja, en velik del je verjetno, kako najlažje previhariti te težke čase, tudi kakšno skupno druženje oziroma, kako rečemo temu, team building sestanki. Vi ste v Spinteku ustvarili eno tako posebno okolje ob tem jezeru, kjer tudi na ta način, bomo rekli, morda navdihujete oziroma nekako sprostite sodelavce. Ja, tretjino delovnega dneva ali tudi več preživimo na delovnem mestu in jaz sem si vedno želel, da je to tako zame kot za moje sodelavce en prijeten ambient, kamor radi prihajajo v službo. Držati skupaj tako ekipo, seveda imamo razne team buildinge, imamo razne načine, kako probam, bom rekel, razumeti njihove potrebe, ampak bistvo je korektnost, biti pošten do sodelavcev, imeti jasne strategije, dolgoročne cilje, tudi jih jasno predstaviti. Tisti, ki se ne strinja, seveda mu dati možnost tudi, da odide, in tisti, ki se strinja in ki vidiš, da se daje za firmo, ga pa nagraditi in oziroma mu nastaviti neko njegovo življenjsko pot, da se osebnostno razvija. Omenila sem samo podjetje, lokacijo podjetja, ki je ob tej čudoviti točki pri Lakenessu, Volčji Dragi. Imeli ste ambiciozne načrte, kako razvijati to območje? Kje so sedaj ti načrti? Ja, verjetno imate v mislih projekt Lago igralnice. Ja. Torej, jaz sem se tam pojavil z mojim tako prijateljem kot poslovnim partnerjem Matejem Brezigarjem, ki je nosilec koncesije bil v Pakitu in je potem bila ideja, da to koncesijo prenese na novo lokacijo, kjer bi se jaz pojavil v vlogi investitorja. Takrat sem imel pač zgodbo že zloženo, tudi dogovorjeno z bankami, obresti so bile nizke in potrebno je bil samo dvig rok na občinskem svetu, kar se ni zgodilo v večjih poskusih. Skratka, žal, zaradi nekaterih posameznikov, ki so, ne morem drugače reči, kot nagajali, se ta projekt ni uspel. Jaz sem se kot investitor umaknil, Matej sicer še vztraja, išče investitorja naprej, ampak jaz sem se potem usmeril kompletno v Spintek oziroma neke druge moje projekte. Se mi zdi škoda trošiti toliko časa, če pač lokalno okolje si ne želi, si pač ne želi. Ne vem, ali ste seznanjeni z zgodbo iz Vipavske Podskale, kjer se je želel kot investitor vključiti tudi Ivo Boscarola, ajdovski podjetnik. Gre po vaši oceni za podobno zgodbo, tudi tam naj bi namreč prišlo do zapletov na občinskem svetu? Podrobnosti te zgodbe ne poznam, sem jo bolj tako mal površno slišal. Vem, da Ivo je pač dobil kupnino deleža, ki je prodal, in gleda, kako bi kvalitetno investiral. Vem, da je človek, ki zelo živi z domačim krajem in želi doma investirati. Zakaj se zdaj pojavijo posamezniki skupine, ki potem temu nasprotujejo? Jaz verjamem, da vsaka ideja ni vsakmu všeč in se je treba okrog ideje mogoče poiskati neke kompromise. Ampak zavret, bom rekel, investicijo na domačih tleh, to je pa malo narobe, po moje. Je to tista slovenska fovšija, o kateri radi govorimo? So ti kraji premajhni za take podvige? Ja, verjetno je delček tega, kar ste omenili. Ampak, da ne bi zdaj kritizirali, jaz bi bolj rekel, ok, dajmo se tega zavedati na teh parih primerih, dajmo malo se spremeniti, dajmo biti malo bolj korajžni. Kam lepše je, da z domačim denarjem imaš možnost investirati v lokalnem okolju. Tudi v Volčji Dragi je bilo veliko priložnosti oziroma ste na samem območju Lakenessa videli eno lepo turistično zgodbo. Boste še kaj tam nadaljevali oziroma kje vidite še priložnosti za razvoj z vašega stališča? Ja, v sklopu hotela in igralnice, kamor sem želel investirati, ne, tu sem se že odločil. Kakšne druge priložnosti mogoče, ampak trenutno se mi je tako velik korak zgodil po 15 letih v lastni firmi, tako da ocenjujem, da bom kakšno leto, dve potreboval, da na tem višjem nivoju, če tako rečem, poslovnem, umirim malo zadevo, da mi ne uide kaj iz kontrole in bom rekel, da tudi zaživim na drugih trgih na tem nivoju in ko se mi bo zdelo, da to stabiliziram, pol mogoče se posvetim še kakšni investiciji. Je pa, kot ste uvodoma omenili, Goriška regija priložnosti prav na področju turizma.
Kateri so še njeni neizkoriščeni potenciali? No, to je zelo, zelo lepo opisano, tistega, ki to zanima, naj si prebere novo strategijo, ki jo je Zavod pripravil za turizem, razvoja turizma Nova Gorica in Vipavska dolina. Tam je bila kar ena lepa ekipa tako strokovnjakov kot lokalcev, če tako rečem, ki mislim, da so pogruntali in razkrili vse potencijale te regije in tam je zelo lepo tudi začrtano, kako dosežiti v naslednjih 5-6 letih cilje. Tako da, zapisano, ne bi znal zdaj tako zelo na kratko to povzeti, ampak tam je lepo zapisano vse. Sploh Vipavska dolina, vemo, je bila že velikokrat pod drobnogledom tudi tujih turističnih, bomo rekli, medijev oziroma vodnikov z raznimi priznanji, velja za nek tak skrit dragulj. Je še, bomo rekli, potencial, o tem smo veliko govorili prav v lanskem letu, ne samo, bomo rekli, pokrajina, ampak tudi hrana, vino, vse pohodniške poti, možnosti, ki jih ponuja sam športni turizem, recimo. Kje opažate, da se je zgodil vendarle kakšen premik in kje še manjka kakšnega zagona? Ja, če pogledamo, kaj je turizem danes, to ni isto, kot je bilo pred 30 leti, ko smo rekli, planiramo 2-krat na leto, enkrat poleti, enkrat po zimi, gremo za teden ali 2 na smučanje na morje, si rezerviramo kamp, hiško, hotel, karkoli že in uživamo. Danes je turizem skoraj vsak vikend. Torej, turizem je beg iz mest, kjer ponovadi ljudje delajo in živijo tudi, na podeželje, kjer hočejo doživeti kvaliteten vikend, kvaliteten podaljšan vikend, 3-4 dni. Vremenska napoved je online praktično, torej do četrtka še se niti ne odločijo, ne? Potem rečejo, se je pa lep vikend, se pa ne bo držal, pa gremo od petka do nedelje kolesariti nekam. In tam pričakuje en majhen wellness, pričakuje dobro hrano, dobro pijačo, prijazne ljudi in en lep ambient in klimo, kjer to lahko zaužije. In Vipavska dolina ima vse te predpogoje. Ima vse te parametre in bi se lahko kosala z, bom rekel, najmočnejšimi lokacijami, tudi v svetovnem merilu, predvsem zaradi zelo razgibanega območja, torej bližina morja, bližina visokogorja in tudi zato, ker Slovenci smo športen narod. Torej, debata v Sloveniji o raznih športih, o outdoor, bom rekel, preživljanju časa je domača. Je del vsakdana, to vsak kmet zna kaj povedati, bom rekel, o temu, ob temu, ko ponuja svoje dobrote. Ko govorimo o regiji, seveda mislimo tudi na Posočje in včasih se mi zdi, da je premalo sodelovanja. Kako gledate na to sodelovanje? Si pošiljamo kdaj goste, si pošiljajo turistični ponudniki? Posočje ne poznam v tem smislu dovolj, da bi lahko komentiral, lahko pa rečem za Vipavsko dolino, za moje okolje, da med posameznimi ponudniki je komunikacija, kar vem, tudi v Goriških Brdih se to dogaja, je ta pozitivizem. Tu pogrešam proaktivno vlogo prav zavoda, recimo, ki bi jih lahko bolje povezoval, ki bi jim lahko bolje predstavil strategijo, jih usmerjal in pomagal pri pridobivanju sredstev, skratka spodbujal, da to teče hitreje. Ker če gremo čez mejo v Avstrijo, v severno Italijo, nas prehitevajo. So ves čas pred nami v smislu turistične ponudbe in ta gap zdaj po covidu je postal še večji. Prepočasi sledimo. Moramo jih ujeti in lahko bi jih tudi prehiteli v nekem segmentu, zakaj ne? Recimo, kot je kvaliteta vin, ki jih imamo, ki se je v zadnjih 30 letih dvignila na tak nivo, da imamo sicer nizke količine, ampak s kvaliteto se lahko ponašamo kjerkoli v svetu. Podjetništvo in šport sta zelo lepa kombinacija, se strinjate, Goran Miškulin? Ja, drži. Tudi sami ste bili aktiven športnik, kaj ne? Ja, aktiven sponzor. No, ampak v mladih letih ste preizkusili različne športe, to vem, od odbojke do smučanja. No, kot ustanovitelj, večinski lastnik in direktor podjetja Spintek ste neločljivo povezani z domačimi športniki, kot ste že omenili v obliki sponzorstva. No, sedaj s čezmejnim podjetjem Alternativa Sport sponzorirate zamejsko smučarko Katerino Sinigoj. Kako se je razvilo to sodelovanje? Jaz uvodoma bi rekel, da podpiram in sem generalni sponzor smučarskega kluba Gorica že vrsto let, več kot 10 let, in sem podpiral tudi slabih 10 let Ano Bucek v svetovnem pokalu.
Nekako, ko sem še bil predsednik kluba, smo si tudi zastavili, da en cilj, da vsakih 10 let lansiramo eno smučarko ali pa smučarja v svetovni pokal. Pač na Goriškem vemo, da se je zgodil Jure Franko, se je zgodila Ana Bucik in zdaj iščemo naprej, kaj se bo zgodilo. In eden od potencialov se je pokazala Katarina Šinigoj, sicer malo specifična rešitev, torej čezmejno sodelovanje, 2 sponzorja, en na tej strani meje, en na drugi strani meje, 2 kluba, ki, bom rekel, sta prijateljska in smo probali to opcijo, kako bo šlo. Evropska prestolnica kulture v malem. Ja, recimo, malček majhen prispevek. No, zakaj je pomembna ta družbena odgovornost podjetnika, ne nazadnje? Ja, gotovo vsak dober podjetnik ali pa bom rekel nekdo, ki nekako zasluži nek kapital, je, po moje, je moralno odgovorno z njegove strani, da del tega kapitala deli z okolico. Zdaj, kako da ga deli, osebno sem se pač odločil, da vlagam v šport mladih in v podjetništvo. Podjetništvo predvsem v smislu spodbude mladih, da to ni noben bav, ampak da tisti, ki čutijo, da imajo to žilco, da se spustijo v te vode, da obstajajo mentori, tudi osebno, bom rekel, to brezplačno ponudim nasvete mladim, da jih spodbudim, kako speljati tiste prve korake, ki so ponovadi najtežji, da se sprostijo v ta svet. Ja, tu bi morda omenili tudi Primorski tehnološki park, ko govorimo širše o regiji. To je ena zelo pomembna institucija za spodbujanje podjetnosti, podjetniškega razmišljanja mladih. Kakšen nasvet pa bi jim recimo dali, kako uspeti v podjetniškem svetu mladim? Seveda najprej mora pri sebi razčistiti, da mu je to sploh želja. Ker nekdo, ki je, bom rekel, introvertirana oseba ali pa se že ne želi izpostavljati ali pa bi želel imeti urnik od 7 do 3, težko bo podjetnik. In mogoče ni smiselno, da se spušča. Tisti, ki pa ima željo, da vidi, da nekdo drug je naredil, pa reče, pa se ta ni nič kaj dosti drugačen kot človek od mene, pa le kako mu je uspelo, pa recimo je iz Avstrije nekje, pa le kako njemu vse skupaj laufa, ali je to neka kmetija mogoče, ali pa je nek produkt, ki ga je izumil. In spodbuditi take mlade, da ne odnehajo. Torej, pri podjetništvu sigurno se bo v korakih zgodil tudi neuspeh. Največkrat na začetku. Pa je tudi ta pomemben, kaj ne? Tako, je pomemben, ker uči. Veliko se naučimo iz tega neuspeha in takrat je treba imeti samoustrajnost, ker boste prepričani, da pride korak uspeha. Vedno pride. Ustrajnost je zelo pomembna, kaj ne? Ja, recimo, mladi, kar zasledim, recimo prav ta leta, ko se še pripravljajo morda na vstop v srednjo šolo ali pa ko razmišljajo nekoč o poklicu, je prednjačijo sedaj tej moderni youtuber poklici, recimo. Je to za spodbujati, kako bi rekla, je to smiselno, da si mladi želijo takega poklica ali je bolje, da recimo se prej preizkusijo v kakšni drugi vlogi? Jaz bi to težko delil. To je en segment. Torej, vse, kar se dogaja na internetu, je en segment. Zdaj zelo močno prebija umetna inteligenca. Torej, na ta vlak se moramo vsi priklopiti, še posebej podjetniki, ker čez 3 leta tisti, ki ne bo integriral umetno inteligenco, se mu bo to poznalo na EBITDA marži, tako zelo preprosto povedano. Bo manj zaslužil, ker bo manj učinkovit. Klub slovenskih podjetnikov, ki povezuje 450 članov in ki mu predseduje Joc Pečečnik, povezuje slovenske podjetnike, ki z lastnimi idejami in trudom razvijajo vrhunska podjetja in si obenem želijo, da bi bila Slovenija bolj podjetna. Goran Miškolin, direktor podjetja Spintek, vi ste predsednik Goriške regije v tem klubu. Kako bi lahko ocenili sedanje razmere v Sloveniji za podjetništvo in kako recimo v klubu skrbite za to, da bodo pogoji boljši? Ja, ne bi rad uporabil kakšno negativno besedo, ampak lahko rečem, da smo malo jezni podjetniki. Mislim, da se slabša okolje za podjetništvo, kar ni najboljša, bom rekel, popotnica in tle v mislih imam predvsem davke in tle se v klubu predvsem borimo, da bi se kot prva zadeva, če nam uspe, da bi se znižali davki pri plačah, torej, da bi za isti strošek bruto podjetnika, ki da plačo, bi zaposleni dobil višji neto. Smo v Sloveniji nekako
bom rekla, med redkimi državami, ki so tako obremenjene, kar se tega tiče? Smo na zgornjem delu lestvice, mogoče, predvsem pri višjih plačah, ampak ko govorimo o visokih plačah, moramo vedeti, da govorimo o specialistih, strokovnjakih, tako v medicini kot v IT-ju in na vseh področjih. In to so ljudje, ki drivajo skupnost, ki bom rekel, popeljajo skupnost naprej. In te ne smemo zgubiti. Mi jim že damo zastonj šolanje, torej fakulteto, dobro fakulteto, univerze imamo dobro, in potem doštudirajo in pobegnejo za nič evrov, bom rekel, ko je država že vložila v njih. Ne, njim moramo ponuditi visoko plačo, ker oni so strokovnjaki, njih moramo zadržati, ker oni bodo tudi za malo nižjo plačo pripravljeni delati tu, ker jim je verjetno domače okolje blizu. In to mogoče sistemsko ne počnemo najbolje v tem trenutku. To je po vaši oceni sedaj trenutno najbolj pereča težava, kaj pa druge, ki jih opažate? Mislite z vidika podjetništva v Sloveniji? Tako, v klubu recimo se zavzemate verjetno tudi za izboljšanje podjetniškega okolja. Kje še vidite kakšne pereče težave? Torej, prenos znanja iz izkušenih podjetnikov na mlade. To znotraj kluba se zelo trudimo skozi razna predavanja, načine, torej uči se generacijo starejše, kako prepuščati firmo generaciji mlajših. Imate predavanja oziroma delavnice tudi v Goriški regiji? Imamo delavnice na to temo, tudi skozi primere dobre prakse se to, bom rekel, izvaja, ko nekdo, ki je že to pot prehodil, ker ta pot ni enostavna, niti ni kratka, traja 5 do 10 let lahko. Da res vso izkušnjo preneseš na generacijo mlajše, da potem firma še bolj prosperira naprej. Ja, o pomenu razvoja oziroma razmišljanja, podjetniškega razmišljanja med mladimi sva nekaj govorila že prej, sami ste omenili, da ste velik zagovornik spodbujanja. Na kakšen način bi lahko še naredili kak korak naprej? No, ena od stvari, kot sem prej omenil, je umetna inteligenca, je ta, ki je zdaj na pohodu. V naši restauraciji Noe bo v marcu predavanje odprto za vse, kje so lahko potencialne nevarnosti umetne inteligence, ker zdaj smo se tega vala malo ustrašili, ampak te so zelo majhne, kje je pa nujnost uporabe, če hočeš biti uspešen v bodoče, in kje so tista področja, kako se optimira poslovanje s pomočjo umetne inteligence. To je recimo en segment. V bodoče, torej kot regijski vodja, sem zadolžen prvo, da lokalne, bom rekel, člane, ki nas je približno 20. Moramo tudi povedati, da to je približno 500 članov iz Slovenije, ki so vsi nadpovprečni podjetniki, torej obstajajo neki kriteriji, ki jih moraš preseči, da se vključiš v to družbo. Tako da skrb za te lokalne člane in ponujanje okolju, bom rekel, idej o podjetništvu in kako premagovati ovire. Kako smo lahko prepričani, da nas umetna inteligenca ne bo prerasla, preplavila? Ja, to je že tako malo strokovno vprašanje. Nisem kompetenten, da bi prav odgovoril. Jaz mislim, da strahovi so odveč. Lahko jo primerjamo z prihodom interneta pred, ne vem koliko, 30 leti, ko prav tako smo se spraševali, jaz se spomnim na fakulteti, profesori so se spraševali, a se vključimo v ta internetni razvoj ali ne. Pa se vprašamo, da nas tiska nima interneta, kako živi. Je. Letošnji prvi koraki do uspeha so tole. Z nami še nekaj minut častni pokrovitelj oddaje, direktor in večinski lastnik podjetja Spintek, Goran Miškolin. O priložnostih v regiji bo tekla beseda. Sami ste bili nedavno tudi do nedavnega član javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Sedaj pa ni več tako. Kako je temu? Ja, član sveta zavoda. Ja, izstopil sem pred kratkim iz sveta zavoda. Razlogi? Razlogi... Ja, tle sem malo kritičen, tega ne morem skrivati. Torej, plan zavoda se mi zdi premalo ambiciozen. Mislim, da je zavod premalo v kontaktu s podeželjem, premalo v kontaktu s ponudniki. To sem na samih svetih tudi opozarjal. Ko sem pa zdaj nazadnje videl, da je bil plan vseeno izglasovan, kljub temu, da so številke zelo nizke, sem si sam sebi rekel, v tako neambicioznem okolju ne želim sodelovati.
Da pa ne bova zaključila prav na tej neambiciozni noti. Česa si pa želite oziroma kakšnega razvoja, spodbude, kaj ste pogrešali? Torej, jaz mislim, da v naši regiji je turizem, ampak širše turizem. Torej, turizem predvsem povezan z podeželjem in z majhnimi ponudniki. Da je to tista zmagovalna kombinacija, ki potrebuje jasno strategijo, ki je zapisana in zdaj jo je treba izvajati. In izvajanje strategije ima tudi svoja merila, kako se spremlja in tega se ne smemo bati, ampak reči, letos smo uspešni, letos smo malo manj uspešni, zakaj smo malo manj uspešni, pa dajmo nekaj spremeniti, ampak slediti temu načelu. Zdaj pa strategijo smo napisali, skrbi me, da bo šla v predal in da tiste številke bomo čez 5 let pogledali in bomo rekli, ok, pa jih nismo naredili, pa kaj ćemo zdaj. In tega si ne želim. Torej, verjamem, da je turizem zelo pomemben in da ga moramo razvijati in da bi cela dolina od tega lahko lepo živela. Odlična tema za zaključek najnega pogovora danes. Hvala lepa za obisk in seveda uspešno naprej. Hvala vam. Še več zgodb z zanimivimi sogovorniki na temo priložnosti v Goriški regiji pa že naslednji ponedeljek, že sedaj povabilo k poslušanju, za naprej pa lep dan in hvala, da ste bili z nami. Koraki do uspeha. Omenila sem samo podjetje, lokacijo podjetja, ki je ob tej čudoviti točki pri Leknesu, Volčji Dragi. Imeli ste ambiciozne načrte, kako razvijati to območje. Kje so sedaj ti načrti? Ja, verjetno imate v mislih projekt Lago, igralnica. Ja. Torej, jaz sem se tam pojavil z mojim tako prijateljem kot poslovnim partnerjem Matejem Brezigarjem, ki je nosilec koncesije bil v Pakitu in je potem bila ideja, da to koncesijo prenese na novo lokacijo, kjer bi se jaz pojavil v vlogi investitorja. Takrat sem imel pač zgodbo že zloženo, tudi dogovorjeno z bankami, obresti so bile nizke in potrebno je bil samo dvig rok na občinskem svetu, kar se ni zgodilo v večjih poskusih. Skratka, žal, zaradi nekaterih posameznikov, ki so, ne morem drugače reči, kot nagajali, se ta projekt ni uspel. Jaz sem se kot investitor umaknil, Matej sicer še vztraja, išče investitorja naprej, ampak jaz sem se potem usmeril kompletno v Spintek oziroma neke druge moje projekte. Se mi zdi škoda trošiti toliko časa, če pač lokalno okolje si ne želi, si pač ne želi. Ne vem, ali ste seznanjeni z zgodbo iz Vipavske Podskale, kjer se je želel kot investitor vključiti tudi Ivo Boscarola, ajdovski podjetnik. Gre po vaši oceni za podobno zgodbo, tudi tam naj bi namreč prišlo do zapletov na občinskem svetu? Podrobnosti te zgodbe ne poznam, sem jo bolj tako mal površno slišal. Vem, da Ivo je pač dobil kupnino deleža, ki je prodal in gleda, kako bi kvalitetno investiral. Vem, da je človek, ki zelo živi z domačim krajem in želi doma investirati. Zakaj se zdaj pojavijo posamezniki skupine, ki potem temu nasprotuje? Jaz verjamem, da vsaka ideja ni vsakmu všeč in se je treba okrog ideje mogoče poiskati neke kompromise. Ampak zavret, bom rekel, investicijo na domačih tleh, to je pa malo narobe po moje.